Ne danes, reče pri sebi. Ne, danes še ne. V kuhinji z majhnim ogradnim hladilnikom, električnim kuhalnikom, omaricami z za silo pritrjenimi vratci, ki so se škripajoče odprla takoj, ko si se obrnil, kakor čeljust na neobvladanem obrazu, in vse to je zagrejeval nižji deščeni steber nekaj podobnega pultu. Nanj je bilo mogoče odlagati hrano iz te ozke staje in jo nato postreči v sobo. Seveda, zakaj pa ne? No, vsaj jutranjo kavo ali ocvrtega piščanca za kosilo. Takega, kakor ga vidiš v oglasih. Zlato zapečenega, z lepo glazuro iz zrelih sokov, z igrivo nataknjenimi nogicami, serviranega na lopatastih solatnih listih. Ocvrti piščanec je vselej videti srečnejši od živega. Svetlika se preprosto z imenitno temno rdečico od veselja, ker ga bodo zdaj snedli. Lahko postrežeš tudi kak sok ali gin tonik v visokih kozarcih iz debelega stekla. Mogoče z ledom, kadar namreč streseš kocke, te smešno cingljajo. Lahko pa tudi brez ledu, saj je možnosti sicer nepreštevno. Potrebna je samo ena stvar. Da bi kdo sedel na drugi strani tega jebenega pulta, v katerem se je očitno zaredila zalega mravljincev, ker po mizici tu in tam nekaj leze, nekaj, kar se nikakor ne bi smelo plaziti po higieničnem ameriškem domu in v neameriškem tudi. Nekdo, ki bi mu ti morala vse te dobrote, ožarjena z nasmeškom iz revije, podajati iz kuhinje. Ker pa tam nihče ne sedi in tudi nihče nima namena sedeti, si tu drznila urediti improvizirani zimski vrt, sestavljen iz 2 nedolžnih lončkov. Že pred 3 tedni, ko si se vselila, in to sta bili 2 lončnici. Bujni, temnozeleni šop, poln žarečih oranžnih cvetov, je bila prva. Z bogato ogrlico lesketajočih se, plastičnim podobnih rdečih kroglic na visokih steblih z elegantno zoženimi listi, pa druga. Zdaj sta oba lončka videti, kakor da bi jih 3 tedne dan za dnem zalivala žveplovo kislino. Nekaj porumenelih listov z neenakomerno ožganimi robovi visi na mestu bujnega šopa, nekdaj napete rdeče bunkice pa vse bolj spominjajo na posušene šipkove jagode, ki so, kdo ve zakaj, nataknjene na rdečkasto dračje. Najbolj komično pa je, da sama res nisi pozabila na njiju, da si svoj zimski vrt zalivala, skrbela si zanj, kakor je učil Voltaire. Da, zahotelo se ti je nečesa živega v naslednjem v vrsti izmed vrag si ga vedi, katerem v vrsti teh ni jim videti konca začasnem domu, v katerem je umazanija vseh prejšnjih najemnikov povsem nevidno pronicala vsako špranjo, tako da ji nisi imela niti namena čistiti. Toda podmukla ameriška plevela sta se izkazala kot preobčutljiva za tvojo depresijo, ki se neskaljena zgošča med temi 4 stenami. Kar crknila sta, pa jih ti zalivaj ali ne. In ti bi rada, da bi ob tebi obstali ljudje. V kuhinji voda posmehljivo, neumno kaplja v pomivalno korito. In tega zvoka se ne da prikriti z ničimer. Niti kasete ne moreš zavrteti, ker se je prenosni magnetofonček kdo ve zakaj pokvaril. Res je, ob tem tudi za oknom ozkim, kakor odprta vratca omare, ob tem času temnim, blindersov sploh ne spuščaš, ker je nasproti tako ali tako samo pust zid, za komarnikom, kakor da se je zataknila nadležno cvrkotajoča nevidna kobilica, kakor oddaljeno zvonjenje telefona je. Enako nadležno cvrkuta tudi ta misel, morda pa v resnici cvrkuta samo ta. In zakaj ne bi zdaj? Zakaj ne takoj? Čakati koga? Kaj? Po logičnem pretehtavanju nič in nikogar. Čisto vseeno je. Pol škatlice pomirjevala plus britvica in oprostite za neuspešen debi. Iskreno sem se trudila, povesti, izcimilo pa se ni nič. Bolj pošteno je takoj vrniti vstopnice. Iz mene nikaj prida igralke še zdaj, naprej bo samo še slabše. Niti svita se ne več,
notranja moč pa že ni več enaka. Nisi več deklica. In kljub vsemu, ne, danes ne. Počakati še malček. Do konca si je treba ogledati ta film. Nasprotno od teh, ki se pojavljajo na tukajšnjih javnih kanalih, public channels, kadar v najbolj napetih minutah v mrzlici zaradi nehotenega strahu slediš junaku, kako šviga po praznem predoru, v katerem iza vogala nam preži najstrašnejši stvor, spoznaš k vragu vse skupaj, saj se mora vse končati dobro. Še 2 ali 3 minute, spopad, vpitje, premetavanje na tleh in stvor se z nečloveškim krikom po čudežu spremeni v prah. Možati, samo malček premikasteni junak, ovit v dim od pogorišča, lovi sapo in k sebi prižema rešeno Sharon Stone ali tisto drugo lepotico, temnolasko, kako je že ime. In vse prežemajoča tesnoba hipno pokaže vso svojo smešnost. Tem hollywoodskim fantom te je vsaj za trenutek spet uspelo pretentati. Nasprotno od njih film, ki ga sama vseeno ne zmoreš zaustaviti, nima nujno srečnega konca. In vendar bi bila prekinitev nepredstavljiva svinjarija. In neumnost. In bilo bi otročje. Ne grem v šolo, ker se nisem naučil snovi. Ne, ljubica moja. Srčece, ironično popravi samo sebe. Tako je pravil ta moški, ki mu je zdaj morda še huje kakor njej. Vendar to sploh ni več pomembno. Ne, tega ti ne bo uspelo zbrisati. Daj, vse naredi lepo po vrsti. Potem bo tudi vedel, česa si vredna v resnici. Jasno?